Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš. Dragi bratje in sestre, aleluja. Veselo aleluja vsem voščim. Kristus je vstal, resnično je vstal. Trije evangelisti pripovedujejo, kako so žene našle prazen grob. Samo evangelist Matej pripoveduje, kakor da so žene bile priče vstajenja. Pred njimi je nastal velik potres, angel Gospodov je prišel iz nebes in je pristopil ter odvalil kamen in je sedel nanj. Njegovo obličje je bilo kakor blisk in njegovo oblačilo je bilo belo kot sneg. Stražniki so od strahu otrpnili in bili kakor mrtvi. Žene pa so sprejele angelovo pojasnilo in odhitele k učencem. Velika noč je slavje vseh ljudi. Vsak nosi v sebi iskro življenja, tudi večnega življenja. To je lahko lepa oljenka, plamenica, tleče stenje, žerjavica pod pepelom, zimzelen pod snegom in tako dalje. Bog je Bog živih. Vse na svetu je odprto, kakor je odprto število pi, se ne izide, ne prideš na konec. Vedno še nekaj ostaja in to je vir našega upanja. Potrebno je samo ohraniti odprtost, sprejemljivost. Levi in desni razbojnik predstavljata vse človeštvo. Znana je zgodba o fantiču, ki je v roki držal živega ptička in spraševal prijatelja, kakšnega ptička ima v rokah, živega ali mrtvega. Mislil si je, če bo rekel, da imam živega, ga bom na hitro stisnil in mu pokazal mrtvega. Če pa bo rekel, da imam mrtvega, ga bom spustil in mu pokazal živega. Toda njegov prijatelj je bil tudi iznajdljiv in je rekel, kakršnega ptička hočeš, takšnega imaš. Tako je bilo tudi ob Kristusovem grobu. Videli so ga stražniki in videli so ga žene in vsak je videl, kar je hotel. Žene, ki so vstajenje pričakovale, so se veselile živega. Stražniki, ki vstajenja niso pričakovali, so se prestrašili umrlega. Žene padejo na kolena in ga molijo, stražniki od strahu zbežijo pred njim. Tečejo k velikim duhovnikom in jim povedo, kar so videli. Tudi veliki duhovniki so se vstajenja bali, zato so stražnike podkupili. Zgodba se skozi vso zgodovino ponavlja. Tako piše Mojzes, glej, predložil sem ti danes življenje in srečo, smrt in tegobo. Danes kličem za pričo proti vam nebo in zemljo. Predložil sem ti življenje in smrt, blagoslov in prekletstvo. Izvoli torej življenje, da boš živel ti in tvoj zarod. Kako da ni vstajenja mrtvih? Jaz sem Bog Abrahamov in Bog Izakov in Bog Jakobov. Ni pa Bog mrtvih, ampak živih. Dragi bratje in sestre, vsem želim globoko doživetje in radostno izkustvo vstajenja našega Gospoda in zveličarja Jezusa Kristusa. Kakor nam kliče apostol Pavel, zdrami se, ki spiš, in vstani od mrtvih, in razsvetlil te bo Kristus. Amen.